Ano je Eva Kovač, performance psihologinja, ki se ukvarja tudi s športno-psihološkim svetovanjem. Danes bomo govorila o tremi, stresu, živčnosti in kako vse to uspešno premagati. Eva, živjo. Živjo. Jaz imam pripravljenih par stresnih situacij, hipotetične situacije, pa bi rad, da mi ti poveš, kako se lahko naši gledalci in gledalke, ki se s temi situacijami srečujejo, kako se v njih odzovejo. Super. Velja? Ok. Začniva s prvo. Moje ocene so bolj tako. Ampak bliže se matura. Učim se dovolj in navadni testi mi grejo zelo dobro, ampak ko sem pa vprašan, pa pozabim na vse. Kako lahko to uredim? Glede na to, da se pripravljaš na maturo, je fino seveda, da se najprej dobro naučiš. Na maturi te čaka vsekakor tudi ustni del preizkusa in na tega si je potrebno, vkolikor sploh že vprej veš, da ti to predstavlja težavo, pripraviti. Zdaj, med drugim najti ne bo strah, zaradi tega, ker je strah pred javnim nastopanjem, kamor pada tudi ustno spraševanje, en najpogostejših vzrokov stresa, ki jih doživljamo ljudje in seveda tudi mladostniki. Kako se pripraviti, čim bolj konkretno in dobro se naučiti snov in potem večkrat zvizualizirati. Kako bi izgledalo, kaj se zgodi, če me učitelj oziroma profesor vpraša nekaj, česar ne bom znal, kje so moje močne točke, slabše točke, kaj bolje znam, kaj slabše znam in potem pred samim dogodkom, torej izpitom, testom, spraševanjem, se ne več spraševati, kaj vse bi se še lahko naučil, ampak kaj v tem trenutku znam in s tem čim bolj samozavestno iti, ker 5 minut pred izpitom ne bomo se nič novega naučili, še manj pa kaj rešili. Ok. V bistvu zelo preprosta zadeva, čim več informacij in potem samozavestno tja. Tako. Ok. Naslednje vprašanje. Sem skoraj profesionalna solopevka, ampak to je šele moj 5. nastop. Moja kolena postajajo šibka, glas se mi trese. Napovedovalec pove moje ime, mogla bi na oder, ampak me ful kakat. Kaj naj naredim? Poleg tega, da moram iti kakat. Na oder. Na oder? Na oder? Kakat, na oder? Ne, na ok. oder. Če seveda je pa čas za WC, potem pa absolutno najprej upraviti potrebo, ampak naj še enkrat povem, tudi to je popolnoma normalen odziv. Če boste vprašali športnike pred tekmami, kolikokrat oni gredo na stranišče, vam bodo povedali, da pred pomembnimi tekmami 3-krat, 4-krat, 5-krat. Zdaj si pa predstavljate, da ste hokejist ali pa motociklist, ker se je treba oblačiti. Vse kombinezon dodal. Tako. Ampak naj povem, da v takem primeru po 5. nastopu so to še vedno popolnoma normalni odzivi in več nastopov, ko bo večkrat, ko bo odpela, uspešno odpela, nastopala, odigrala tekmo. Ja, manjkrat. Seveda so pa to odzivi, ki bodo vedno prisotni, ampak s tem se da in nastopati in potem na to pripraviti. So pa to odzivi, ki so značilni za vse posameznike. Nekatere kakat, nekatere lulat, drugim srce razbija, tretji imajo občutek suhih ust, pa zato težje govorijo. Tako da takrat se je treba čim bolj umiriti, mogoče s parimi dihalnimi vajami, se pravi, globoko dih, zadržiš in enako dolg izdih, da izdihnemo zrak iz pljuč in potem si par pozitivnih besed reči, pripravljena sem, odločna sem, lepo pojem, super pojem in na oder. Zelo preprosto torej. Super. Eva, zaenkrat najlepša ti hvala za vse te nasvete. Vi pa, če si želite poslušati še ostale koristne nasvete, kako ravnati v stresnih situacijah, po ogledu oddaje nujno pridite na YouTube kanal Osvežilna fronta, tam boste zvedeli vse ostalo.